GT22, glavni test 22, mali bodo na glavnem trgu na 22, smo, če bilo malo dobro, vaša, še. Nekola, zdaj, samo to, se pravi, jaz sem Miha, jaz sem pravni zastopnik v svoji fundacija Sonda. Fundacija Sonda je pisnik pogodbe z lastniki prostorov na glavnem trgu. Potem je pa zdaj od tistega leta 2013, ko smo podpisali pogodbo za lastniki do danes, se v, rečemo, v GT-u, v prostorih zgodil en grozni inštitucij, razmišljamo oziroma mislim, da je prava pravna formalna zgodba, da postanemo zadruga. Zaenkrat smo pa definirali kot interdisciplinarni laboratorij, kot interdisciplinarni laboratorij GT22 in iz tega naslova z Mestne občine Maribor dobivamo tudi programska sredstva, 3-letni program je Mestna občina Maribor razvila, programskih sredstev je pa 11.000 evrov letno. Zdaj, inštitucije, ki naslov GT-ev so pa Društvo za razvoj filmske kulture, teatrska zgodba Moment, se pravi Kut Moment, zgodba Udarnik, Kina Udarnik, knjižnica, fotografska zgodba, Juro, Radio, Woodstead, sestavlja in oblikuje lesena kolesa, razvoj Maribor se ukvarja z invalidsko dejavnostjo, povezovanje invalidov, Kombajn je kuratorsko likovna zgodba, Center grafične umetnosti, CGU, Gradsko filmski biro, Sredinsko umetnijo, Zavod aplikator. Se pravi, nekaj, če zdaj bomo šli na tale virtualni tur, ker ga maste, se pravi, en stari 3D model GT-a bomo zdaj razglasili skozi njega programa, jaz bom pa poskušal nekaj tole zgodbo razumeti. Ja, mogoče tu štart to, da gremo iz naše spletne strani gt22.si, tu so vsi, kaj se dogajajo, stvari od teatra, kina, to najdete, virtualni tur pa tam kliknemo, da začnemo. Zdaj pa kak se je zgodba GT-a začela? Tile prostori, ki je 1000 kvadratnih metrov v 3 nadstropjih, ki so definirani kot skladišča, še vedno so definirani kot skladišča, so v lasti Ljubljanske družine OSED podpis. V letu 2011 je ta Ljubljanska družina dala te prostore za uporabo Evropske prostornice kulture, se pravi EPK-ju. In EPK v teh prostorih dejansko ni naredil prav veliko, razen da so jih uporabljali kot za neka majhna skladišča. Dokler ni vstopila fundacija Sonda oziroma ex-garaža, ki je naš galerijski projekt garažni že od 2004 teče, in Graška galerija oziroma asociacija za sodobno umetnost Rotor, s katero smo mi začeli en projekt, ki se imenuje Transnacionalna galerijska umetniška šola in ta projekt je lekcijo 1 imel v Gradcu, in je bilo 20 umetnikov v prostoru, likovnem prostoru v Gradcu, se pravi 10 iz Gradca. V 2012 pa smo potem seveda iskali tudi prostore, da naredimo to neko veliko razstavo ali neko večjo predstavitev Maribor. Naša garaža, privatna, bila premajhna za 20 umetnikov, in smo nekaj prišli do zgodbe teh prostorov na glavnem trgu 2020. In ko smo tole lekcijo 2 v GT-u naredili, so lastniki prostorov pristopili do mene in vprašali, če bi mi v teh prostorih ostali. Se pravi, meni se je kot, ja, nisem povedal, sem pravni zastopnik fundacije Sonda, samo zaposlen na kulturi, teater je večinoma okolje, iz katerega, se pravi, scenografije, za teater. In pač zgodilo se mi 2012 to vprašanje na sliko, če ostanemo, mislim, 1000 kvadratnih metrov v centru mesta, kaj tam sploh delati in kak sploh nekaj začeti. In lastniki so seveda postopili s tem, ker je fundacija, se pravi, jaz sem postopnik rekli, da mi denarja za najemnino nimamo. So lastniki rekli, ok, gremo v neko uporabniško zgodbo, se pravi, v tem primeru smo mi tako brezplačni najem, se pravi, začasna rava prostorov, brezplačni najem za stroške in za neko nizke najemnine. Zdaj, se pravi, mi smo začeli, ko so lastniki rekli, z tem brezplačnim najemom. Potem smo tekom let prišli v to drugo fazo za stroške oziroma v letih 14, 15 in 16 smo obnovili električno infrastrukturo
v kleti tudi obnovili oziroma naredili trofazni tok za teater, pa hkrati v naslednjem letu obnovili tudi plinsko infrastrukturo. Se pravi, prestopili smo v to drugo definicijo, se pravi, več kot stroške oziroma tudi investicije v prostor. Moram pa povedati, da se dela zdaj vprašanje, kar dolgo poteka že začasna uprava, ker od lanskega leta pa imamo mi definirano najemnino za GT22, ampak najemnino iz tega razloga, da nisem prej vprašanje, ko se postavite, zdaj bom na hitro, ki imam nekaj vprašal, prvo to je pravno znanje, pravi od mecensko-donatorske zgodbe do investicije v prostor, do mikronajmine, zadnjih 2 leti. Mikronajmini pa sem hotel povedati to, da sem jaz preko teh vrstnikov začel ugotavljati, da ogromno ljudi podeljuje neke nepremičnine in podeljuje neko infrastrukturo. In dosti ljudem se zgodi, da oni finančno niso sposobni te infrastrukture obnoviti, pa zelo kaj upravlja. In najemnino smo definirali, oziroma to začeli začevati tega razloga, ki se različni zelo dobijo davka in nepremičnine in začeli smo razvijati nek finančni sklad, iz katerega smo črpali denar, da se bo lahko te stvari prečevali. Zato, ker direktno najemnina za prostor je definirana 12.000 evrov na leto. Pravi, govorimo o 1000 kvadratnih metrih, v katerih moramo mi v enem letu zbrati 12.000 evrov. In ja, lani smo jih tudi letos nam pokaže, bo to uspelo. Povedal pa sem vam, da smo pred 2 letoma, oziroma letos je to zadnje 3 leto, postali del interdisciplinarne laboratorije programskega razpisa na mestne občini Maribor, ki je pač 11.000 evrov, je tista visoka mestna občina. Zdaj, če sem to povedal, kar se tiče razlikov in tega brez najmine do najmine, naslednja zgodba, kar se mi zdi, fajn je, da so mi še vedno smo definirani kot skladišča, sem pa pred 14 dnevi, kar je nek uspeh naš, vložil spremembo namennosti oziroma dokumente za spremembo namennosti in gradbeno dovoljenje, ker je potrebno, oziroma v kleti, kjer je gledališče in kino, želimo definirati prostor kot kulturne prireditve, zaradi tega, ker, no, bom povedal zakaj, ampak stvar je taka, da pač imamo reden kino in gledališki program in v bistvu je prosto treba definirati pravilo. Hkrati smo pa v vseh teh letih delovanja ugotovili, da bi v zgornjem prostoru mogli razviti nek bar in bistro, se pravi, da smo tudi vložili ob tej kulturne prireditve tudi spremembo namennosti v bar bistro kafič. Se pravi, da razvijemo, rečemo, gostinsko dejavnost, pri kateri lahko samo pogrebaš, se pravi solate, sediči in pogrebanje raznih juh in kuskusov in kakokoli. Se pravi, to je, če govorim o teh dokumentih. Zdaj, kar se pa tiče samega programa, zdaj, evo, tukaj smo zdaj, na primer, v radiju. Mislim, GT v momentu, ko so lastniki to ponudili, da prostor vzamemo in v prostoru ostanemo, sem se jaz odpravil za zastopniki fundacije, sem zavedala. Fundacija je bila 2009 ustanovljena zato, da preko štipendij podpiramo teorijo in prakso AV umetnosti, se pravi audiovizualne umetnosti. Jaz si od 2009 do 2013 sem performativno zbiral denar in spodali štipendije teoretičarkam in teoretikom, umetnikom in umetnicam. Se pravi, od 2013 sem pa dejansko postal hišnik ene hiše, ki se ukvarja z tem, kak gradbena dovoljenja dobiva, oziroma ki se ukvarja s tem, kaj pomeni trofazni tok, oziroma kaj pomenijo sosedje, oziroma kaj pomeni sploh vzdrževanje nekih prostorov. Jaz si tega nisem želel, ampak to se je pač zgodilo, pa vidim, da sem se zdaj kar dosti naučil. Hkrati si pa v 2012, oziroma v tem februarju 2012 nisem želel, da bi fundacija in zdaj popravni zastopnik sem postal nek direktor te inštitucije. Nisem si želel nekega hierarhičnega institucionalne zgodbe, ker bi, ne vem, razvijali nekaj in ljudem dali naloge in dela, ampak je
govoril sem o transnacionalni gverilsko-umetniški šoli. Tale transnacionalna gverilsko-umetniška šola je postala nek vsebinski okvir, rečemo neko organsko zgrajena skupnost, pa je postala nek organizacijski okvir. Se pravi, želel in dejansko se nam je zgodilo to, da je prostor odprt, da je prostor neke edukacije v kulturi in umetnosti, da je prostor multidisciplinarni, multimedijski, se pravi, da prvi se vidi, tu smo zdaj v starem, zdaj smo obnovili še teatr, še bolje, se pravi, da imamo od gledališča, kina, radio, zvočnega studija, fotografski muzej, modrnja, kulturnih prostorih, avla, kjer so morali imati ikone in neke vizualne razstave, da imamo black box, da imamo skate rampo za telovadnico, da imamo knjižnico, se pravi, da ja, postane to nek prostor produkcije umetnosti, laboratorij umetnosti, a hkrati razvijanja kulture same umetnosti in da je organsko, se pravi, da so ljudje kapljali, da so ljudje zveli, da je tam prostor, da je vse, kar se strani fundacije zahtevalo, da so ljudje odgovorni do prostora in da so njihovi prostori odprti. Ker pri tej odprtosti in organski rasti vedela je fundacija, zavedali smo se, da ne želimo imeti prostora, kjer so umetniški studiji noter. Zato, ker umetniški studio pomeni, da seveda slikar v njemu slikarka ustvarja in potem mogoče pride enkrat na leto neka skupinska razstava, ki se naredi. Hteli želeli smo si nek pretočni prostor in nek pretočni prostor, ki bom rekel, na neki skupnostni način sprejema odločitve in se smerja in se skupaj razvija. Zdaj, fina informacija, mogoče, kar je zelo ena široka paleta ljudi, je v prostoru zdaj tako, da je široka paleta medijev. Pri široki paleti ljudi pomeni, da imamo osnovnošolci, ki hodijo tam skate, ki hodijo na foto in video delavnice, imamo umetniške profesionalce, ki se profesionalno ukvarjamo z umetnostjo, da so različne starosti, da smo z razvojem in z invalidi začeli invalidski teater razvijati, da smo v zadnjih 2 letih z akcijo za dostop na med do leta naredili mi ograjo za invalide, naredili ograjo v teater, da smo pridobili donatorsko stroj oziroma gibalnik, s katerim lahko z invalidskim vozičkom se gibajo v prostoru gor in dol, da zdaj pripravljamo, vse načrti so narejeni, da bo prostor tudi za slepe in slabovidne dostopen, oziroma, kar je treba povedati, nek zadnji uspeh GP-a in cele inštitucije oziroma cele hiše je to, da smo z momentom in z gledališkim programom letos postali del programskega razpisa Ministrstva za kulturo za uprizoritvene umetnosti in kaj je pri tem pomembno, je to, da se prvi v zgodovini Republike Slovenije zgodilo, da je programska ekipa iz Ljubljane dobila sredstva. Se pravi, kot moment in intimni odr GT22 je prvič situacija, kar se Maribora tiče, da sploh ne vladniška ali pa ne institucionalni teater obstaja, se pravi, naš 3-letni program, kar na zadnja leta delamo, je Maribor še nikoli ni imel neke nevladniške teaterske scene, še ena minuta, se pravi, kot je Glej, Stara elektrarna, PTV, in hkrati je pa s tem programskim razpisom je hiša dobila nek tudi finančni push, zato ker govorimo o tem, da ministrstvo da 100.000 evrov na leto, ampak seveda to pomeni produkcije, redni program, redno delovanje teatra, se pravi, to se sliši veliko, ampak hkrati zelo šrinkne. In mogoče, kar bi samo mogoče v tej zadnji minutki povedal, kar je uspeh tega neke organske skupnosti, naše skupnosti, je to, da smo v zadnjih 2 letih zaradi stroškov delovanja hiše prišli do tega, da morajo vsi deli te zgrozda prispevati neka sredstva, se pravi, denar mečemo skupaj na kup, ker stroški lanskega leta so bili 35.000 evrov za delovanje hiše in hkrati, se pravi, če smo bili mestni občini
zbirati denar, se lahko pohvalim s tem, da smo letos tudi zaposlili prvega človeka, tehničnega direktorja imamo, njegova plača je res 700 evrov na mesec, ampak ob tem tehničnem direktorju še PR-jevec in kombinacija so neki redni honorarji za določene službe, da lahko hiša sploh deluje. In ja, zdaj imel sem vprašanje, dokdaj traja začasna raba, če je definicija cena domačna vina ni več začasna raba, ampak mogoče bi sam še dodal, posebno sem se v začetku zahvalil z Mantom in z ciljnim inštitutom. Ja, jaz mislim, da smo sigurno v Ljubljani na takih dogodkih se 3-4krat predstavljali in zrasli od tega, da ni bilo nobenega programskega razpisa, do tega, da se zdaj 2 programska razpisa, od tega, da nismo imeli najemnine, do tega, da imamo najemnine. Nekaj smo z razvojami rasli. Evo, to je to. Hvala. Ja, res je, da spremljamo nekak razrasti razvoj GT22 že od 2013, malo potem pravzaprav, ko ste se pojavili prvič v Mariboru, drugič v Ljubljani, ali pa obratno, ne vem točno, mislim, da že prvič v Ljubljani, pa drugič v Ljubljani. In tudi v mednarodnih krogih in tako naprej vas večkrat omenjamo kot primer dobre prakse, ker jaz mislim, da je res GT22 en primer, tako v evropskem ali svetovnem merilu izjemno zanimivega, take samoorganizirane skupnosti, ki jih lahko celoti prenoviti tak prostor. Tako da po mojem več kot upravičeno ste zaslužili te počasne večje in večje odbore. Tako da meni je bilo tudi zanimivo slišati ene nove stvari, to zgradbene dovoljenje, pa za lokal, se mi zdi, da se razvijate in mislim, da je dober primer tudi za druge podobne, čeprav malo še mogoče po Sloveniji. Zdaj pa Karmen Tomržič ne iz Postojne, vendar s primerom iz Postojne in uvedla pravzaprav serijo dveh povezanih ali celo mogoče več prispevkov na temo dobre prakse posredovanja med lastniki in uporabniki. To je neka ideja, ki se je razvila v okviru mreže za prostor in ki se je udejanila skozi par takih primerov, kot je Postojna. Tako da, Karmen, kar prosim. Pozdravljeni. Jaz nisem nekaj preveč zrasla, bom probala največ, imamo dosti fotkov, tako da pomagam. Bom predstavila par primerov dobre prakse v Sloveniji, po leta 2020 imamo še dobro prakso, sicer več kot 8 let je onkraj gradbišča v Ljubljani. Sicer je to zapuščeno gradbišče, ki je že dolgo let, med Rezdjevo in Kočnikovo ulica. Začelo se je v 2010 in se še nadaljuje. Ustanovitelj je bil tudi praksi podporo zavoda Bunker. Trenutno imajo čez 100 uporabnikov, 40 različnih vrtičkov. Imamo nekaj fotografij, organizira ogromno kulturnih dogodkov. Na koncu vsake te naše prakse imamo tudi, kaj smo se naučili. Iz izkušenj smo ugotovili, da dobro imeti za sabo je kredibilna organizacija. Izkoristiti kulturni dogodek, festival ali nekaj podobnega, kar se skupaj z njimi promoviraš in začneš nekaj novega. Namesto na zelo enostaven način posežeš večje število uporabnikov in tudi tisti, ki slišijo zate. Zelo pomembna je komunikacija med uporabniki in lastniki in od tukaj je tudi ideja, da imamo nekega posrednika, ker če prideš ti kot posameznik nekomu pa lastnik tega, se boš zelo težko nekaj dogovoril. Če imaš pa predstavnika, recimo 10, ki jih zanima za nekaj, potem je to dosti lažje. Dodana vrednost je vsekakor vedno, da oživljamo nek prostor, ker je to sedaj zaprt, zanemarjen, ni bil dostopen za javnost. Povezovanje, na primeru sosedov, ampak povezovanje med lastniki, med uporabniki, med novimi oblikovalci. Tukaj smo prvič preizkušali tudi ta model povezovanja. Začasna raba in tudi prostor eksperimentiranja, ker niso vezani neke finančne
verjetno videti, če smo nekaj interes, če smo ulice, mislim, da ima minimalni stroški. Znači, minimalni stroško, nudi se res je začeti tako zelo neobvezujoče. Je pa ohranjanje registracije uporabnikov in pa omogočenje skupnosti za nadaljevanje aktivnosti in prenos kompetenci. Potem se je pa pred 3 leti ustanovil prostor v Slovenj Gradcu, Ranja je glavni kredit. Najprej je izgledalo v Slovenj Gradcu je ogromno pravno prostor. September, oktober 2015, to je prostora, se še nadaljuje. To je zelo uspešna zgodba, mestno jedro Slovenj Gradca, iz nekaj prostorov so tudi zasebniki podjetja. Razmere se pa urejali z dokumentom o sodelovanju projektov, torej nobenih najemnih pogodb, ampak samo smo obojestransko podpisali dogovor o sodelovanju. Označeni so pravni prostori Slovenj Gradca, da jih je kar nekaj, to so pa označeni prostori, ki so dobili svoje nove uporabnike in je bilo zelo pestro, tako da imamo studio, coworking, medniške atelje, pačkarnico, pop-up trgovinico, uporabniki so bili zelo različne zgodbine. Začelo se je z označevanjem, kje je prosto, pač to je bila ena takšna akcija, da se ljudje zavedajo, da se nekaj dogaja, časno vejo, zakaj se gremo, je pa spodaj link tako. Potem prva srečanja, izdelali so tudi tržno pohištvo, tako da so vsi prostori enako urejeni. Mesnica, ki se je preuredila v atelje, pop-up trgovinico, pop-up kuhnja, fotografske atelje, coworking in punce, ki so se združile in potem tudi ostali. To so pa tisti, ki so ostali v tem mesečni brezplačni delavi, so še vedno tam, ne, niso vsi, ampak torej po 3 letih imam še zmeraj uporabnika, tudi kateri so prišli v redno pogodbo, ker se je izkazalo, da zmorejo pač, to je bilo res tisti zagon, tisti mesec, ko so testirali, če bi ali če ne bi, in potem so se tudi združile iz različnih začasnih prostorov, so se združile v enka, tako tako se zdaj sodelujejo, imajo svojo pop-up trgovinico in plačujejo redno najemnino, kar je zelo ena uspešna zgodba, kako so vse skupaj začeli. Kaj smo se naučili, da je zelo pomembna komunikacija med lastniki in uporabniki, posrednik je pa tisti, ki močno pripomore, da to vse skupaj funkcionira. Spet imamo življenje mestnega jedra, spelo lokalne ekonomije. Začasna raba, kot se že povedala, se začela en mesec brezplačno in se danes nadaljuje potrebno razmerje najemništva. Nekateri uporabniki so prevzeli pač vse te stroške in finančne vremena komunikacije z lastniki. Prednosti preizkušnji model sodelovanja in pa ekonomska prednost za lastnike. Pač lastnik ima več javnega prostora, nekdo ga vzdržuje, nekdo skrbi zanj, plačuje stroške, tako da tudi večinoma vi ste tudi obnovili, prepleskali, kar so bili kar nekaj zapuščeni. Nadaljevanje projekta zahteva boljša organizacija planiranja sredstev, pa želeno življenje, da se dobijo različne finančne spodbude, predvsem za stroške delovanja. Pred 2 leti smo ta isti model prakticirali v Postojni, s tem, da smo dodali še elementi speed dating. V Postojni moram reči, da ni bilo praznih prostorov, ker je to Postojna sama manjša, tako da na eni ulici je bila včasih zelo komercialna, da je bilo imeti 9 praznih prostorov, katerega so 4 prostorni projekti. Zgodilo se je avgusta do septembra 2016 v sklopu festivala Znajma Vlade. Mi smo začeli z nekim kulturnim dogodkom in mislim, da je bilo prvi, ko smo začeli nekje od Ožune, ki je skupina za začasno rabo skupaj z nekim stičiščem, pač neko in pošlo iz uporabnikov, iz potrebami, smo mi zažali lastniki prostorov so pa za
bilo vabilo, da smo ga poslali vsem nevladnikom. Imeli smo 6 faz in v prvi fazi je bilo izvedeno detektiranje popis praznih prostorov, skupaj s tem, da se iskali struke. Potem je bila promocija povabila v sodelovanje, zato smo organizirali dogodek, na katerem smo predstavili začasno rabo, primerno prakse, predstavili 4 prostore in združili. Na eni strani smo imeli lastnike teh prostorov in potencijalne uporabnike, kateri so imeli 5 minut časa, da se spoznajo in dogovorijo, in so se med sabo spoznali. Tukaj smo imeli 4. fazo, ki je trajala več kot 30 dni, to je bil čas med temi našimi deliti, pa med začetkom tega projekta. In v tem času so vzoči pravniki se probali organizirati, da bi lahko funkcionirali. Potem je bila otvoritev projekta, začetek začasne rabe, kar smo pa še vse skupaj naredili s prostorskimi intervencijami na zunanjih javnih površinah. Tako da to je recimo iz prvega dogodka pri naši zmenki. To je Lokalc. Lokalc je zelo zanimiva zgodba, ker se 20 lokalnih umetnic, pa je fant, so se združili v društvu in so se prvič predstavili, tako da oni so bili ta formalni korak, so ustanovili društvo in delujejo še danes. Lastniki so povedali, da lahko stanili in pač nikom ne dali ljudje, ker želijo. So se nastavljali tako, da so imeli skoraj vsak dan še eno delavnico, in ker je to njihov hobi, več kot en mesec ni bilo časovno, ni bilo možno, da bi ta program nadaljevali tako intenzivno, kot smo bili ta mesec, ko smo imeli začasno rabo. Tako da bolj so rekli, da to ne gre in mi pa še na ponudila prostor v Tic galeriji, kamor še danes delujemo. Še zmeraj organizirajo ogromno delavnic, ampak zdaj smo na drugi lokaciji, pa to so recimo, to smo na naše intervencije, naredili smo plaže v Postojni, se zabavali celo poletje. Vse skupaj smo ponovili tudi lansko leto, delali na žalost smo ostali brez plaže in na koncu smo vse te naše intervencije smo prenesli na vrh Zagorskega centra, tudi smo tam še dan živo. Kaj smo se naučili? Prva stvar je bila, da mesto enega dogodka moramo razdeliti v dva, enega predstavitvenega, jo sploh predstavimo ljudem, kaj je to začasna raba, potem rabe nekaj časa, da se to malo usede premelje in šele potem je pametno, da se organizira naše spet lete in se jih poveže. Vsi rabe nekaj časa, da bodo razmislili, kako bi v tem pristopili. Ko lastniki prostorov ne spoznajo, s čim se soočajo, predvsem pa uporabniki. Jaz mislim, da je bil večji izziv dobiti uporabnike kot lastnike, pa lastnike tam in če mu to pravilno predstaviš, zelo težko, da ti bo rekel, da ne. Ker nima v bistvu kaj izgubiti, ima dosti, kar bi lahko dobili. Je pa problem najdeti recimo vse te ustvarjalce, vse 20 dnevi zdobili skupaj. Ena po ena sigurno ne bo vzela, ker ima premalo svojih stvari in je pač to sodelovanje, povezovanje uporabniki. Ne samo z vidika, da je vse skupaj, mislim, je vse skupaj lažje, ker časovno ni tako, da se stalno ta tem lokali lahko odprto zjutraj do zvečer, lahko si pomagajo, stroški so manjši, kakorkoli vse se lažje spelje. Kar smo se tudi še naučili je, da je zelo pomembna medijska podpora projektu, mi smo imeli zelo močno, vseeno smo Postojna, kako se dogajali gosti, tako da ni težko biti vseh novinarjev, tudi za začasno rabo. Treba je imeti posebne stike, tako z uporabniki kot z lastniki, ker smo gotovili, da je to najbolj pomembna stvar. Vsi se obračajo še danes po 3 letih name. Jaz rabim prostor za to, kaj znam se kakšnega, da to je zelo pomembno. In na terenu moramo imeti tudi lokacno podporo, torej društva ali pa eno osebno. Potem smo lansko leto izvedli še kjer prostor v Novem mestu. Na istem principu, s tem, da so oni upoštevali vsi tisto, kar mi smo prej ugotovili, torej so naredili 2 različna dogodka. Kar nekaj bila pobuda, kar iz pestre skupine. Življali so staro mestno jedro, lastniki prostorov so bili pa zasebniki 2
podjetja. To so prostori, ki so sodelovali v začasni rabi, imeli so tudi speed dating kot drugi dogodek in izkušnje več časa bi morali nameniti iskanju uporabnikov in organizirati uporabnikov naprej, ker oni so imeli isti problem, da so imeli prostore, niso imeli pa zainteresirani. Povečati prepoznavnost koncepta začasne rabe, nekateri lokali, ki so sodelovali, so dobili najemnike, dobili so pa veliko ljudi, NGO-jev in drugih organizacij, ki si želijo oživljati mestno jedno. Kar so gotovili, da bi bilo zelo dobro imeti neko subvencioniranje stroškov za začasne rabe. Vseh teh praks smo se nekaj naučili in iz tega naredili izloženega začasne rabe praznih prostorov, kamor imamo tudi model posredovanja začasne rabe, ker predstavljam se na zanimalo posredovanje takih začasnih rabe v mestu zaradi istih principov življenih mesta, življenih praznih prostore. Točno uporabniki z naših izkušnj bi bilo pametno tako sistemsko začasno rabo. Potem smo izdali pa še drugo zloženko in zadnje, ko se poznamete, je bil tak zelo nazorni, da se tako uporabni, tako uživali začasno rabo. Ja, to bo še bila ključni dejavnik uspeha za začasno rabo. Vsi ti primeri so začeli uspešno, začeli z sklopu enega dogodka, enega dogodka, začetnega festival, kar podobnega, za en teden, mogoče za 2 tedna, za 1 mesec. Še bilo spostavljeno zaupanja med različnimi uporabniki prostorov. To bo se spostavljeno z nek vlogo posrednika. Različno je zelo lažje možnica za prostor, ker bil nek posrednik, pa če prideš sam, to sam. Zdaj,
smeti se počistijo, avto so hkrati so v bistvu uporabni, zavarujejo prostor, prostor pravni, ki privablja vandale. Škoda se ne samo na prostoru, kot neposredne okolici, celotnemu mestu, s tem, ko so prazni s tem, da prostor uporabijo, bolj atraktivni in celotne površine in celotne včasni uporabljajo tudi stroške, uporabljajo s tem spremenijo lastnika in povzdržujejo prostor, lahko se dogovorijo tudi za, ne vem, da se prostor podleska, na mesto najemnine, tako dalje. Predlagamo te sposobe za uporabo prostora, se pravi, lastnik bo veliko lažje vdal prostor, če predlagamo, da smo na primer v prostoru samo do tega doka, da ne vem, da bo začalo nekega natečaja, ali pa v času enega festivala, da imamo odprto trgovinice. V tem času se potem spostavi zaupanje in je veliko lažje podaljšati v tem postopoma. Vse primeri, uspešni primeri se v bistvu začeli v nekaj kratkih podobnih podaljševanja. Pa vstop nekaj festivala ali pa Evropske prestolnice za kulturo v Mariboru ali pa gradbišča. Ne, če se cilj je pa še vedno pot v krajno uporabo prostora, zagotavljanje neko časovno varnost. Včasih je pa še vedno lahko kadarkoli prostor nekaj več o tem povedati, kako je začasna raba vplivala na spremembe v mestnem jedru Slovenije. Tole je stvar pomembno.
izložbe so bile čistke, dejansko se je nekaj dogajalo, delavnice so potekale, brez vsebine, ki so bile interaktivne in to je ljudi zelo pritegnilo in tudi medijsko zelo izpostavljeno. Zdaj, kaj se je zgodilo? V bistvu je ta projekt pokazal sprožil ta efekt snežne rakete. Začelo se kotaliti. Anja, hvala, gospod tudi. Tam bil nek mali začetek za to, da sem jaz danes tukaj in da sem danes zapisala in da sem učila. To pomeni, da sem se zdaj uporabljati za to pozicijo. Slovenjgrac mi je že tukaj že pred časom. Ta projekt je prostor od Slovenjgrac potekal leta 2015. Leta 2016 je pa tudi ministrstvo oziroma so se na teh vladnih ravneh začeli pogovarjati o tem, da bi bilo vendarle fajn, da mesta začnejo pogovarjati in takrat so prišle prve spodbude strani države, ministrstvo za gospodarstvo in pa CSK, ki so začeli promovirati tam zemlje management, se pravi doživljanje mestnih središč, kar je nekako povzeti temelj. Bilo je narejenih kar nekaj delavnic, predstavljeni so primeri dobre prakse Slovenije in povezali so tudi najprej mestne občine, kasneje so se prikupile še tudi manjše občine v tem projektu in začeli se nekako govoriti o tem, da je mesto treba dati nove vsebine, da je treba mesta oživljati, lepe ljudi in kar nekaj nove vsebine. Mislim, da sem to na lepi dan življenci. Gre za fotografije teh lokalov, ki so bili vključeni v projekt, ki je prostor in so še danes žive. Se pravi, prvo je pop-up trgovinica, kjer so se povezale te podjetnice, oziroma ustvarjalke in različnih če bo skupno podobno kot galerijski prostor, ko ste me omenjali v Sloveniji. Tule nas gre za fotografije Matje Golja, ki je takrat zasegla eno od fotografski studio. Na koncu pa je še fotografija iz Čarnice, gre za nek prostor, kjer se ljudje odbivajo na raznih posebnih programov, na način sodelovanja Se pravi, to so bili takrat razni prostori, ki so jih te vsebine zasedli ravno od teh dni, ravno projekt pa so nekaj osnovni naši, ne samo, da so zdaj postavljali Moja naloga pa je bila najprej nekako povezati lastnike lokalov, tako praznih kot spremljstva, kjer so polni, narediti mrežo, plejati, spostavljati samokracijo, različni na neki vsebni ravni. Mreža smo se najprej zelo gledali, skor pretepali, ampak vsi so samo izpostavljali neke slabe strani, najbolj je bilo pereče pometi, ampak smo zdaj prišli do res nekaj kulturnega dialoga, spostavne komunikacije, iskanja rešenja za vlogo, in da vidite, da so našli interesi pa za vaši vček, da so zdaj pripeljali do tega, da smo pravno skupili preureditev javnega trga, ki se bo začel realizirati naslednje leto. Tam konkretno že res konstruktivno rešujemo
zaenkrat. Jaz mislim, da sicer imamo nekaj minut za kakšno vprašanje, no? Kar bi bilo seveda zelo poželjeno, no? Za naše goste in primere, ki so jih predstavljali. Ta zakon pomeni za vdajanje izplačne V bistvu je v sliku, samo vem zdaj točno reči, en člen lahko vam svoj ja, zakon o javnem drugače je ljudje postane premoženje temeljni. ampak znotraj tega je Mi imamo s tem dve vesti pravni podajami. Če jih preveč čiščete, ne? Pravniki jih čelijo več ja, no, so to Ne se veke, da je treba kultivirati. Vse se pravnice. Zdaj tle je treba večkrat dobro porojati naprej, a ne? Bi rekla, čeprav mogoče, če pride računsko sodišče, ne se dobri, no? Vse tako je. Ti v nekem sistemu javne uprave moraš biti pravno soglasje, da lahko neko zadevo spireš. Na pravnem soglasju se take stvari praviloma lomijo. A ste iz mestne občine Ljubljana? Tako je. Ja, sem to vdal. Ja. Jaz bi tudi rekla za svoj, mislim, primer dobre prakse, ki je vse bil resnično začasen in trajal 13 mesecev, ampak se je zelo poslužila dialogu z občino in potem je čisto slučajno pravzaprav nanesla, da je bil ta primer praznih prostorov sicer v lasti občine, cest Maribora, da se je sploh zgodil, to je čisto ustno izročilo, mislim, moje networkanje izpred 2 let se je potem na nekem momentu obreskovalo. Ampak se je bila ogromno v dialogu z mestno občino Maribor in hočem reči, mislim, da sem tudi, kolikor jaz vem, je to vlastno, da sem prvi prever, slišim nekaj, da je pravzaprav podvodnik, podjetnik v smeri, torej bojevalec mesta občine. V Mariboru sem jaz pogovarjala približno 3 leta z mestno občino Maribor in so bili toliko podrejeni z aktualnim političnim dogajanje, da je popolnoma jasno bilo, da recimo mestna občina Maribor je druga največja občina v Sloveniji in sploh nima nobene strategije. Mislim, nikakršne, ne? Kar je bistvo, kar je skrajno destruktivno, ni samo razumno, je se še destruktivno, ker pravzaprav občina ni sposobna akumulirati nobenih potencijalov. Torej, to pomeni, da občina nekako nima nobenih izmed. Jaz sem potem dosegla dogovor z mesto Črnitjo v Mariboru, kar je bil čisto slučaj, moje dobre volje, ko se v bistvu že kot 5 let zgodilo. In potem smo prostore nekdanje liberalne demokracije, torej stranke izpraznili, bilo je 5 let prazno, stranka je pustila približno 11.000 evrov dolga, ki jim je bil odpisan strani Vrhovnega sodišča v Mariboru. Tako da hočem reči to, ne, da se sliši zelo preprosto, ampak problematika je zelo kompleksna. Tako da, jaz sem tukaj pričakovala, da bo rekel tudi dosti bolj, mogoče, ne vem, čutim to kot nekaj projektorče. V bistvu pa je verjetno kar nekaj želja, ki so takole, ki izpotijo sproti, zato ker pač ljudje ne vztrajajo, a se niso sposobni pogovarjati en z drugim. Tako da se mi zdi ta primer krasen, ravno zaradi tega zgleda, da se v bistvu, ne vem, na ravni društva, županov, Mariboru je to resnina tikrat, se mi zdi vredno enega rukerja strani, mislim, v smeri občin, da mislim, da to ni hec se skupaj, da se igrajo z medgeneracijsko, ne vem, mislim, pogojujo medgeneracijski propad, mislim, prepad, torej, problematika je skrajno res. Ni preprosto širiti. Ja, to je točka. Če bo to treba. V resnici ni tako preprosto. Lažje se je zmeniti do drag, samo kar vam je rekel, pašanje na zadnje, da prva se bo celo obratno. Se je poiskati. Ampak lažje se je zmeniti z zasebnimi lastniki, hitreje se je zmeniti praviloma. Tudi pri tejle, kje prostor je bilo praviloma
Moj izkušnje ne, v Mariboru so Ja, imeli ne, vsi to se pa hotel reči. maksimalno To se pa hotel reči. Maribor je pa drugače občina, kakršnokoli že imamo mnenje o občini, pač vse so različne prakse, ampak v smislu oddajanja prostorov za brezplačno ali znižano najemnino je Maribor absolutno občina, kjer je obilo dobre prakse in daje veliko svojih prostorov na razpolago. Tako da, ja, zdaj, kljub temu pa pravite seveda, da ko se pa s konkretnimi primeri prideš, je pa težko preveriti. Insiderski pogled na to je popolnoma drugačen. Mislim, je ena taka idealna podoba navzven, ampak resnično se prviča lahko samo zato, da posameznica so šanse minimalne. Ampak so pa še druge stvari, ki popolnoma veliko minimalizirajo te šanse. Zato se mi zdi ta pobuda resnično vredna vsake pozornosti, bo vas kontaktirala, če bo le komikoli naredila, kateri drugi občini ne znamo na tisku. Ok, potem mogoče še v tem delu nekaj več o tem pravnem okviru, no, ker jaz mislim, da bo, ker se je pač malo spremenil v zadnjih letih, da imamo veliko. Tako da zdaj pa res vabljeni na pravo.